Živjo, jaz sem Mišel Adamič in tukaj imamo električnega Twingota. Gre za v bistvu eno prvih predelav v slovenskem prostoru iz leta 2011. In v bistvu je šlo za projekt Električna mobilnost od Kemijskega inštituta in Centra odličnosti nizkoogljične tehnologije, kjer so v bistvu študentje Univerze v Ljubljani sestavili oziroma predelali tega bencinskega Twingota na elektriko. No, zdaj, če malo na hitro povem o karakteristikah samega tega avta, v bistvu niso nič posebenega, maksimalen doseg cirka 100 km, pa hitrost okoli 100 km/h, masa okoli 20 konjev, ampak glavni namen tega avta ni bil toliko v nekih performansah, ampak bolj je bil usmerjen v izobraževanje. Se pravi, da bi v bistvu študentje se naučili narediti električen avto in da bi tudi ta avto v bistvu druge učil, kako so električni avti narejeni. Tukaj v bistvu se zelo lepo vidimo posamezne komponente, ki sestavljajo električno vozilo. In tukaj recimo najprej imamo pogonsko baterijo, litij-ionsko. Tukaj je en paket, en je pa še zadaj med zadnjimi kolesi, spodaj pod prtljažnikom. In v bistvu tukaj, to je pogonska baterija in to so takšne celice, takšnega formata, prizmatične. In v bistvu takšne so tukaj noter. Zraven imamo še elektroniko, BMS, Battery Management System, ki skrbi za te celice. In ima v bistvu master enota je v sopotnikovem predalu. Potem imamo pa v bistvu, to je DC, visokonapetostni sistem, pri tem avtu 50 V in potem napaja to pogonski sklop. Pogonski sklop je pa v bistvu od Letrike, to je bivša Iskra, avtoelektrika, danes Male. To je v bistvu krmilnik elektromotorja, to je ena taka škatla, ki v bistvu enosmerno napetost pretvarja v triofazno izmenično napetost. Ker električni avti pa za pogon uporabljajo elektromotor, to so pa trofazni izmenični stroji. V tem primeru imamo asinhronski trofazni motor. Se pravi, imamo v bistvu pretvorbo iz DC-ja v trofazni AC in potem tudi obratno, ker električni avti lahko tudi regenerirajo, se pravi, ko mi zaviramo, takrat se v bistvu ta trofazna elektrika pretvarja nazaj v enosmerno in polne baterijo. Potem imamo pa vsak električen avto ima tudi 12-volten običajen svinčev akumulator za napajanje vseh 12-voltnih sistemov. Imamo tudi potem še eno škatlo, ki se reče DC-DC pretvornik, ki v bistvu, ker tukaj nimamo alternatorja, tako kot pri navadnem avtu, se pravi v bistvu visokonapetostna baterija polni 12-voltni sistem. Pa seveda še ena stvar, ki jo pa rabimo, je pa tudi polnilec ta glavne baterije, to je pa pri tem avtu zadaj v prtljažniku. Gre v bistvu za enofazni usmernik iz 230 na 50 V. Kako izgleda polnjenje Twingota v praksi? V bistvu čisto enostavno, tukaj, kjer je bila včasih cev za bencin, smo enostavno dali vtič, šuko vtič za polnjenje. Tukaj vtaknete podaljšek in gre potem noter v polnilec, ki je v prtljažniku, ki potem polne litij-ionsko baterijo. Zdaj, kaj je pri Twingotu super, je to, da v bistvu so vse komponente lepo v svojih škatlah, vse je odprto, mi lahko pogledamo, kako so stvari narejene, lahko se z računalnikom gor preklopimo, igramo, res dobimo tisto občutek, kako električen avto deluje. In zdaj, kako se to potem prenese v prakso, tukaj recimo imam pa ta pravi električen avto, Renault Zoe, se pravi industrijska, ta prava verzija, ki je pač komercialno na voljo, to je že star model. In v bistvu, kaj je čar, komponente so vse iste, seveda drugih proizvajalcev, druge številke, druge karakteristike, ampak sklopi so enaki, se pravi z razumevanjem Twingota lahko v bistvu razumemo katerikoli električen avto. Ta recimo ima isto litij-ionsko pogonsko baterijo, samo da je ona po dnu avta, se pravi pod potniško kabino, 330 kil, 400 V, doseg okoli 300 km. Potem imamo pa v bistvu isto, tukaj imam vse ostale komponente so pa v bistvu pospravljene lepo pod pokrovom, kot smo navajeni pri navadnem avtomobilu, ne ležijo okoli. Tukaj imamo recimo polnjenje, pride noter izmenična napetost iz omrežja, gre v polnilec, tukaj se pretvori v enosmerno napetost, ki potem polni litij-ionsko baterijo. Potem imamo pa spodaj spet krmilnik elektromotorja in trifazni
elektromotor, v tem primeru sinhron, ni asinhron, ampak vsem isti princip delovanja. Imamo tudi 12-voltni akumulator, tako je prej za napajanje vseh 12-voltnih sistemov in DC-DC pretvornik, ki je noter v teh škatlah pospravljen. Se pravi, tako je prej. V bistvu edina razlika je, tukaj imamo vodno hlajenje tega močnostnega sistema, pri Twingu to je pa to vse zračno hlajeno.